Danes v Pomurskem dnevniku. V pretepu z nožem zabodel 26-letnika. Pogovor z Jožefom Horvatom. Obisk kurentov v državnem zboru. Pogovor s Klemnom Puckom. Vreme, jutri bo pretežno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V Murski Soboti še vedno odmeva nedeljski spor, v katerem je 48-letni državljan Bosne in Hercegovine z nožem zabodel 26-letnega domačina, ki je kmalu potem tudi umrl. Osumljenca je policija nekaj časa iskala po mestu, se je pobegnil s kraja dogodka, a ker je bil tudi sam porezan po rokah, je med begom za sabo puščal krvave sledi. Policisti so ga izsledili, ko se je skušal skriti v enem izmed stanovanjskih blokov. V ponedeljek dopoldne so na avtobusni postaji Murski Soboti že obrisali večino sledi, ki so pričale o krvavem nedeljskem dogajanju. Na nekaterih mestih so bile sicer še vidne kaplje krvi, dogajanje pa se je pričelo v neposredni bližini okoli 6:30 na Slomškovi ulici. Po dosedaj zbranih obvestilih je osumljenec v stanovanjskem bloku s ostrim predmetom huje poškodoval oškodovanca. Nato pa je s kraja peš pobegnil. Osumljeni 48-letni tujec je bil v dogodku prav tako poškodovan in preko avtobusne postaje je pobegnil vse do stanovanjskega bloka na Vrtni ulici. Tu je pozvonil na domofon, da bi se skril, a so ga policisti manj kot pol ure iskanja že izsledili. Na bližnjem parkirišču pa ga je oskrbela reševalna ekipa. Ta pa ni mogla več pomagati 26-letniku, ki ga je osumljenec zabodel. Moški doma iz območja upravne enote Murska Sobota je bil huje poškodovan in kmalu zatem zaradi poškodb na kraju umrl. Krvavi dogodek je močno pretresel Mursko Soboto, kjer je bila to v ponedeljek glavna tema pogovorov. Ne, sem si predstavljala, ko se to kaj takšnega zgodi. Ja, to je grozljivo. Ja, to ne bi smelo tako biti. Policija za zdaj še ni opredelila, za katero kaznivo dejanje zoper življenje in telo bo preganjala osumljenca. Najbližje naj bi bili klasifikaciji kaznivega dejanja uboj. Osumljeni 48-letnik je bil sicer iz murskosoboške bolnišnice že pripeljan v UKC Maribor, predvsem zaradi hudih ureznin po rokah. Po prvih podatkih je osumljenec državljan Bosne in Hercegovine, ki začasno biva na območju Republike Slovenije. Pri ogledu sta bili prisotni tudi dežurna državna tožilka in preiskovalna sodnica, ki je usmerila zahtevno preiskavo. Policija je pozno v noč preiskovala na različnih koncih Murske Sobote, kjer je dogajanje potekalo. Tudi na avtobusni postaji, kjer so potniki v ponedeljek ugotavljali, kaj se je tu dogajalo v nedeljo zvečer. Jaz sem pa gledal, kaj je to vse mokro. Ne vem. Nisem slišal. Kaj pravite na to, da se nekaj takšnega dogaja v Murski Soboti? Pa to je katastrofa. Pa ne samo v Murski Soboti, vse povsod po celi Sloveniji. Kaj je bil razlog za spor, ki se je končal s smrtjo 26-letnika, za zdaj še ni znano. Motiv za dejanje do sedaj ni znan. Po do sedaj opravljenem preverjanju policija osumljenega še ni obravnavala za prekrške ali kazniva dejanja z znaki nasilja. Ukolikor mu bodo sodili za kaznivo dejanje uboja, ga lahko doleti do 15 let zapora. V studiu TV Ideja se nam je pridružil pomurski poslanec Jožef Horvat, ki je spregovoril o prioritetah, aktualnem dogajanju in morebitnih rešitvah, domnevnih ruskih vohunih ter razlikah med trenutnim in predhodnim mandatom. Prisluhnimo delu pogovora, ki ga lahko v celoti slišite danes ob 18:30. Se pravi, še enkrat, prva prioriteta zdravstvo, druga prioriteta ekonomska politika. Tako. Kaj pa menite o tej vladi, o trenutni vladi? Kakšno je sodelovanje, kaj bi rekli? Med vami, Ta vlada pravzaprav ima zelo udobno, komfortno večino v parlamentu. Praktično karkoli prinese v obliki zakona v državni zbor, je to sprejeto. Tako da, če se malo sarkastičen, glasovalni stroj deluje. Kaj dosti vlada ne posluša opozicije, pa konkretno Nove Slovenije. Res je, ne smem posploševati,
Ministrstvo za finance se je vsedlo skupaj z Novo Slovenijo, s poslanci Nove Slovenije, ko je bil v obravnavi zakon o dohodnini, novela zakona o dohodnini, kjer smo na nek način le uspeli vlado prepričati, da vendarle naj normirance pusti pri miru. Tukaj gre za mala mikropodjetja, za SP-je predvsem, in še, da naj vendarle v tej draginji dvigne olajšavo za vzdrževane družinske člane. In to nam je ne sicer v polni meri, ampak v enem delu nam je to uspelo in to smo zadovoljni. Slovenski državni zbor so včeraj obiskali ptujski pustni liki na čelu s preganjalci zime, kurenti. Sprejela jih je podpredsednica državnega zbora Meira Hot, ki je delila mnenje, da je treba mrzlo zimo čim prej pregnati. Tradicionalni obisk kurentov je obenem napovedal tudi že 63. kurentovanje na Ptuju, v sklopu katerega se bodo od 11. do 21. februarja odvile številne spremljajoče prireditve. Pustno delegacijo je vodila ptujska županja Nuška Gajšek, ki je podpredsednici državnega zbora izročila tudi vabilo na kurentovanje. Delegacijo so spremljali še 18. princ ptujskega karnevala Hinko Šoštarič, vitez Hinko Sodinski in plemeniti Gal. Podpredsednica državnega zbora se je pisanim maskam zahvalila za obisk in ob tem izrazila hvaležnost, da se na ta način ohranja slovenska kulturna dediščina. V studiu se je oglasil tudi Klemen Pucko, igralec nogometnega kluba Mura. Spregovoril je o pripravah, ki so jih nogometaši opravili v topli Turčiji, pa tudi o treningih na domačih tleh pred sobotno tekmo s Celjem, ekipo, ki se trenutno nahaja na 3. mestu državne lestvice. Prisluhnimo izseku pogovora, ki v celoti sledi že ob 18:15. Koliko lažje je morda, če tako rečemo po domače, trenirati v Turčiji, glede na to, da so boljši pogoji, travnate zelenice? Seveda, to ko treniramo na umetni travi, tu v začetku priprav, trpijo bolj sklepi, mišice, vse se bolj obremenjuje, tako da ko pridemo tja na naravno travo, je neko olajšanje za mišice in sklepe. Seveda tam smo tudi imeli na voljo vedno 3 fizioterapeute, ki so nam pomagali, tako da res ne more se primerjati to z domačim okoljem, pač zdaj v tem letnem času. Kakšna pa bo zdaj oziroma kakšen bo preskok na te pogoje, ki vladajo v Sloveniji? Bo to kakšna težava? Pa mislim, da ne bo. Mi se moramo prilagoditi, ne glede na vse. Če je veter, se moraš prilagoditi, če je sonce, se moraš prilagoditi, tako da se bomo tudi na to prilagodili. Motivacija vam tako ali tako v Celju ne bi smelo manjkati, tudi nekaj bivših soigralcev bo stalo nasproti. Bo to neka dodatna spodbuda, ste si morda izmenjali kaj sporočili zdaj v teh dneh? Pa jaz osebno si nisem izmenjal, ampak seveda, da bo neka dodatna motivacija. Hočeš njim seveda pokazati, da so naredili napako, ko so zapustili naš klub, ampak bomo videli, kako se bo izteklo. Žiga, kako si včeraj Luki Bobičanci dejal, da mu želi srečo v Celju, ampak še ne v soboto, verjetno imate podobne želje vsi nogometaši Mure. Točno tako, ja. Tudi jaz mu želim uspešno sezono, ampak da v soboto zmagamo mi. Ob podražitvi vrtcev, katerih cene so se z letošnjim letom dvignile za od 40 do 53 evrov, minister za delo Luka Mesec napoveduje uskladitev otroških dodatkov z inflacijo. Dejal je tudi, da podpira brezplačne vrtce, a za izvedbo tega bi država potrebovala dodatnih 200 milijonov evrov. Po besedah ministra za delo Luke Mesca stroški vrtcev letno znašajo več kot 540 milijonov evrov, od česar 209 milijonov prispevajo starši, ostalo pa država in občine. Če bi v državi želeli uvesti brezplačne vrtce, bi morali pridobiti dodatnih 200 milijonov evrov proračunskih sredstev. Kot prvo, če vprašate mene osebno, pač jaz se osebno strinjam s tem, da bi moral biti vrtec v Sloveniji zastonj. Ampak preden lahko kaj takega pač damo na mizo, je treba pogledati številke. Mesec je prav tako dejal, da povišanje cen vrtcev nikakor ni povezano z dvigom minimalne plače, temveč z inflacijo in splošnimi rastmi cen.
Kaj se obeta? Že s februarjem se povečujejo pragovi za socialne transfere, skladno s stopnjo inflacije, kar pomeni, da bodo tudi subvencije vrtcev, ki jih starši dobivajo, temu ustrezno pač lažje dostopne in višje. S 1. marcem pa se bodo uskladili tudi otroški dodatki in to stopnjo inflacije. To pomeni, da bodo otroški dodatki od 1. marca dalje višji za 10%. Tretja stvar, ki jo lahko napovem, je, da bomo skozi davčno reformo zagotovo prenavljali tudi sistem otroških olajšav in otroških dodatkov, pri čemer je namen omogočiti predvsem večjo dostopnost teh dodatkov za srednji razred. Po ministrovih besedah bo tako za omilitev povišanja cen vrtcev morala svoje prispevati tako država z višanjem že omenjenih otroških dodatkov, kot tudi občine, ki so se jim lani zvišale povprečnine. Gledališka šola Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota je danes pred hotelom Zvezda v središču mesta pripravila branje poezije. Z dogodkom so počastili prihajajoči kulturni praznik. Gledališka šola Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota je v današnjem dopoldanskem času poskrbela, da je bilo v mestu nekoliko bolj živahno. Slovenci namreč 8. februarja v čast leta 1849 preminulemu pesniku Francetu Prešernu praznujemo kulturni praznik in to že vse od leta 1945, ko ga je predsedstvo Slovenskega narodno-osvobodilnega sveta razglasilo za praznik, ki je leta 1991 postal tudi dela prost dan. Danes so prihajajoči Prešernov dan z recitalom sredi Murske Sobote počastili mladi igralci gledališke šole, ki so spomnili na pomen in pomembnost kulture ter kulturnega udejstvovanja. Kozarce zase vzignimo, ki smo zato se zbratli, ker dobro v srcu mislimo. Dokaj dni naj živi vse, kar nas dobrih je ljudi. Preverimo še, kakšno vreme se nam obeta v prihodnje. Danes smo imeli jasen dan in okrog -1 stopinjo Celzija. V Krajinskem parku Goričko smo opoldne namerili 1, Radencih -1 in Murski Soboti -2 stopinji Celzija. Ravno toliko pa je bilo tudi v Lendavi. Jutri bo sprva še precej jasno, čez dan pa se bo oblačnost od vzhoda postopno povečala, le na Primorskem bo ostalo pretežno jasno. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -12 do -6, na Goričkem in ob morju malo pod ničlo, najvišje dnevne okoli nič, na Primorskem do 7 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okoli -6, dnevne od 2 do 3 stopinje Celzija. V četrtek in petek bo precej jasno in še vedno dokaj hladno. Veter bo oslabel. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od -7 do -4, čez dan pa od 4 do 9 stopinj Celzija. Toliko za danes. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do prihodnjič.